Ja, in končali. Hvala za tako hitro končali. Brez skrbi. Artur Šnicler, pomemben znan dramatik, je v svoj dnevnik ob koncu leta 1919 zapisal: Vesel sem, da je konec leta 1919. Najbrž smo tudi mi veseli, da je tale naš seminar priromal k koncu, seveda uspešno. Poudarek je na uspešno. Zdaj, vsak konec pomeni nov začetek. Kaj pomeni to za vas? Pred 55 leti, ko je bil prvi seminar, so bili seminaristi, je bil eden izmed seminaristov, tako kot ste vi tukaj danes, naprimer Peter Šerber, ki je kasneje napisal slovar Prešernovega jezika. Zelo pomemben slovar. Potem iz Slovaške je prišel profesor Kečko, ki je danes znan kot eden največjih prevajalcev Prešerna. Potem iz Rusije, naprimer, je pred 55 leti prišla profesorica Iskra Čurkina, ki je danes znana kot največja specialistka za rusko-slovenske odnose. Kaj to pomeni za vas? To pomeni, da ste s tem seminarjem postali ambasadorji oziroma posredniki slovenskega jezika, literature in kulture v svoji deželi. Skratka, imate pomembno poslanstvo. Zdaj, skratka, hvala vam, da ste ta 2 tedna preživeli z nami. Predno dam besedo vam, ta prireditev zaključna je namenjena predvsem vam, bi se jaz še osebno rada zahvalila tamle tistemu gospodu. In sicer Damjan je tisti, ki drži vse niti organizacije v svojih rokah. Jaz sem bila res, da predsednica seminarja, sliši se pomembno in tako naprej, pa v resnici ni. To je predvsem zelo takšna zabavna, vesela vloga. Zakaj? Zato, ker vsa težka opravila postori Damjan. Tako da, jaz osebno, Damjan, se ti zahvaljujem za te 2 leti. Zakaj za te 2 leti? Zato, ker sem bila že lansko leto predsednica, letos mi ta vloga poteče. Skratka, hvala ti za vse, Damjan. In pa vse dobro še naprej, predvsem pa vse dobro z novimi predsedniki, ki te čakajo. Naučili, kaj znate, kaj zmorete. Ne vem niti, a se boste vsi predstavili, ker mi lektori niso čisto vsi potrdili, ampak bomo videli. No? Gremo kar po vrsti. Začetna skupina 1, to ste bili vi in to so vaša imena. Z vami je bila lektorica Petra Sajtel in zdaj mislim, da imate pripravljene stvari, tako da kar izvolite. Mi smo začetna skupina 1. Angela ima zelo rada mačke. Marija rada igra nogomet. Mika rada štika in jodla. Alina rada pleše. Danes ne, ampak Karo rada igra badminton. A Kristina rada kalisari. Naša profesorica nas rada uči. Mi vsi. Radi pojmo. Zato vam bomo zapeli pesem in vi pojste z nami. Poj mi pesem o življenju in Prešerna naj zveni. Poj mi še o hrepenju, naj srca nam pohladi.
živi. Poj mi pesem o žletnovi, ki se v hlapcah naseli. Ste bili po, z nami je bila lektorica Polona Liberšar. Dragi vsi, želimo se vam nahvaliti za vse lepe momente skupaj. Bilo nam je zelo zanimivo in veselo druženje z vami. Ampak čas je bil prekratek. Zaradi tega upamo, da se bomo videli naslednji leto. Najlepša hvala. Hvala, lepa začetna 2 in začetna skupina 3, ki pravi, da so tako dobri, da jim ni treba pokazati svojega znanja, so to tako dobri, a sramežljivi, dragi. Skratka, to ste vi, hvala lepa, da ste bili tukaj, hvala tebi. Tako, in smo pri nadaljevalni skupini 1 z lektorico Ano Kras. Ok, está como grande. Nunca he hecho esto antes. Rote. Sí.
simplemente traduce exactamente lo que dice. Exactamente lo que dice. El jefe Bose da je prišel do vas. Pridi z nami. Imam denar? Če hočeš pogovoriti z njim, moraš pogovoriti z nami. O, ti si prevajalec? Moraš vam to? To je si to. Ne, ti si prevajalec. Imam denar. Yo tengo el... Ay, perdón. No te escuché, to sí. Nisem te slišal, zaprašal. Jaz nisem zakašal. No, si, tu to si. Kada decir. Nechce govoriti, da sem zaprašal. Ti si zakašal. To si govoril, že Tú te sientes cuando hablaste con el jefe. ¿De qué estás hablando? Ej, prevajalec, o čem govoriš? Si lahko pogovorim z njim na samem. ¿Puedo hablar con ella sola? Sí, yo me voy. Ja, jaz bom zdaj še. Ne, mislim, sem na najmu. Se refiere a nosotros. Sí, ven acá. Ja, pridi sem. Creí que querías hablar conmigo solo. Čakaj, mislil sem, da si se... Ja, točno tako. Entonces ven acá. Potem pa pridi sem. Ne. Samo malo, a imaš, kako se reče, las armas? Mira, tú tienes... ¿Cómo se dice? Orochi. Ponme las armas. Orožje. Orochi. Sí, ya saben, pero ¿qué es ahora? Ja, orochi. Ampak kaj pomeni? Si najslabši je prevajalec. Yo no soy todo. Ne, jaz nisem prevajalec. ¿Qué me joda a mí? ¿Que te jodas tú? Yo no fui, discúlpame completamente. Čakaj, ne. Jaz sem na tvoj strani. Mata americano. Čakaj, a si mu rekel, da naj me ubije? Ne, mata americano je guatemalska je divriša. Pistola, pam, ahora vamos, pam. To govoriš, da naj me ustreli. Ne, tako jo špuhaš. Ahora la cabeza, dale. Ok, če on ustreli mene, jaz ustrelim tebe. Él me dispara, yo te disparo. ¿Te refieres a ti o a Chucky? A misliš tebe ali njega? Tebe. On je najjačiji je. Nadaljevalna skupina D in lektorica Sanja Petrič. Smo naredili križanko. Prvo vprašanje, kako je ime sataniškini mani? Svetlana. Ja. Moramo biti kot transparentni, no. Katera okusna pijača je narejena iz vode, svežga, sladkorja, limone in poželi tudi mete? Šapesa. Bravo. Organizacije. Punca mi
iz konverzacije za čas. Kateri avtor si ni vzel časa za skodelico kave? Kdo smo mi? Dobro. Kdo je avtor te pesmi? V bistvu vprašanje je, odkot izvira Kaj pa je to za sledice? Kje v Ljubljani lahko dobro jesti cel dan, vsak petek? Dobro, kdo je V katerem kraju ste poskusili različné námazy? Kdo je človek, ki vam kaže hrbet? Ja. Tako imenujemo poslikano tančnico, ki zapira čebel španj. Hvala lepa, nadaljevalni skupini 2. Premikamo se naprej proti nadaljevalni skupini 3 in pa magistri Lori Pečovnja Pomljani. Da lahko sodelujete in to je pin, ki ga morate vnesti, zato da lahko zdaj že imamo nič igralcev, tako da nihče ne želi. Ne ve, okej. Imamo nagrado za našega zmagovali ste mi nagrado, tako da kar pišite se z primernim imenom.
povabimo na oder našega zmagovalca Valentina Vodnika za nagrado.
nagrada je denarna nagrada, finančna nagrada, 20 florintov. Ne vem, kdo je tretji. Ja. Za Jana. Ja. Tako. Hvala. Čestitam, no. Hvala lepa. Nadaljevalna skupina 4 in korektor dr. Andrej Šurlak. Izvolite. Nadaljevalna 4 je imela bolj staropokritnega lektorja, ki je ljudi moril z besednim redom. Tako da nismo pripravili nobenega kulturnega ali drugače šokantnega programa. Lahko besedno vzemo sedežnem redu pomahamo. Izpopolnjevalna splošna skupina njihova lektorica magistra Mateja Kosi. Lepo pozdravljeni, z vami smo izpopolnjevalna skupina, splošna skupina z našo lektorico, ki se imenuje Mateja Kosi. Velik aplavz za njo, ki je bila Veliko smo naučili predvsem to, da ne smemo iti na brata, temveč da smo pri bratu ali pa... Predvsem naučili smo veliko frazemov, ki jih smo povezali z neko igro, ki jih bomo zdaj predstavili. Je na nek način activity, saj poznate activity, nekaj bomo narisali, nekaj bomo prikazali. In razdelili vas bomo na 3 skupine, to je prva skupina, to je druga skupina in tretja skupina, če vam je v redu, a ne? Pa tudi če tudi. Pa če tudi. Bomo tako naredili, da bomo najprej pokazali, vi pa pomislite, kaj vam želimo pokazati, kakšen frazem vam želimo pokazati in narisati. Prosim, da najprej pomislite, potem se na tiho se vprašate soseda, če bi lahko to bilo in potem dvignete roke, ne bomo kričali. Ja. Še kaj, skupina, ki zmaga, dobi lepo nagrado. Sem vse povedal, ne? Ja. Podajmo s prvo? Ja. Aha. Lahko mi že dvignete roke, samo več. Skupina 1 je tle, skupina 2 sledi in skupina 3 pa tle. Drugi frazem. Redu? A ste vi gledali, kako je bil prej? A ni ju? Pravi leva, leva, ja. Ne. Vi? Kakor si poslal, tako boš spal? Ne.
Mogoče še enkrat? Ja, še enkrat. Svoj grob poklet. Nekaj zadeve. Sam sebi grob kopati? Ja, tako je. Tu pazite še. Zadaj. Kaj? Vračati se v grobu, ja. Ja, tako je. Ja. Mikro gledajte. Ja. Ja, tam desno je bilo. Delati zvuke slona. Ja. Aha. Ja, tako je pravilno. Vidimo, da je še... Aha, še. Še je možnost. Zmago. 3 besede. Biti lačen kot volk. Smo vse? Ne, ena še. Štiri besede. Vidimo, da je skupina 3 na 3. mestu, skupina 2 na 2. mestu in na 1. mestu je skupina 1. Čestitam vam. Nagrada so pa šumi, tako da vzemite in če imate kaj še drugim, tako razdelite in mogoče imajo še drugi kaj v vaše nagrade. Hvala lepa. Izpopolnjevalna jezikoslovna lektorica, doktorica Karin Max-Pratina. Trudna ženska in 5 hlapcev. Trudna ženska je v preteklosti ob rojstvu svojih 5 hlapcev svojim hrupom odgrizila njihove popkovine. Obrazi njenih hlapcev so zdaj viseli na steni. Vsi hlapci so bili dragi in hitri. Vsak dan jim je prišla voda izvrstna struga. Stol, na katerem je bil strup, je bil vedno umazan. Vsi so imeli radi plazove, še posebej padalce in gade, krokodile in želve. Toda doma so imeli samo enega ljubimca, zelo prijaznega hudega psa. Ker so imeli precej časa, so se sprehajali po lesu in našli zelo staro delo iz prve svetovne vojne. V tem delu so se slikali vse obleke na stari slovenski podaj.
Po obredu so še kadili na drogi in cvikali čitka. Tako, zaključujemo z izpopolnjevalno literarno skupino, ki je imela dva lektorja letos, dr. Andraža Ježa in v drugem tednu dr. Klemena Laha. Izvolite. Predvsem in začetku. Saj ni važno, kdo si. Saj ni važno, kaj si, koliko si visok, kam greš. Če si ženska ali si moški, saj si na vse zadnje človek. In potem nastane vojna. Rojen, že goriš v oknu večera. Vsa morja so rdeča, vsa morja, polna krvi, vsa jezera in vode ni, da bi prav svojo krivdo, da bi oprav svoje srce ta človek. Vode ni, da pogasil bi z njo žejo po tihi, zeleni, jutrajni prirodi. Crk. Človek. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Gnoj je zlato in zlato je gnoj. Oboje je nič. Ta strašen čas, neurejeni čas, poplavlja z nemirom iskanje vse naše smeri, lomi in ubija nam sami. Pa duša je ostala zmeraj tista, ki je bila, kjer slovenski narod je težko, da se proda. Smo majhna dežela in je majhen naš rod, pa trde korenine nam pomagajo povsod. Jaz vem, da si prepričan, da zamujaš tvoj čas, jezika ne razumeš, navade ne poznaš. Pa mi smo Benečani, prijatelji za vse, trdi smo no malo, ker bojimo se dušo zgubiti. Otroci, tako povejte, že no, čigavi ste. Moji ste. Vsemu svetu povejte, moji ste. Ivanka, slišiš? Moji ste, jaz skrbim za vas vse. Poglej, cela vojska. Otroci, čigavi ste. Moji ste, otroci. Moji ste! Moji ste!
lepa, super ste bili, odlični ste bili, veliko ste se naučili, ko smo to danes videli. Preden se razvidemo in spet vidimo naslednje leto ali pa čez nekaj let, bi vam želel samo povedati, da so fotografije, ki smo jih naredili na tem seminarju, nekaj teh fotografij, bo na voljo na spletu, na internetu, ampak samo s povezavo, ki vam jo bom poslal na vaše e-naslove. Pravi, bom poslal povezavo in tam boste lahko videli te fotografije in tudi sneli z interneta. Nažalost, naša spletna stran danes ne dela. Tam, se pravi, na naši spletni strani v arhivu seminarja, tam, kjer ste se prijavljali na seminar, imate tudi nekaj drugih seminarskih publikacij, stvari, ki smo jih tukaj počeli, tudi ta zaključna prireditev in vsa predavanja, ki so bila v teh 2 tednih tukaj izvedena, bodo na voljo enkrat konec avgusta, tako da če si boste želeli in morda niste bili na katerem od predavanju in ste bili mogoče na konverzaciji, si boste lahko to doma tudi ogledali. Zdaj pa še enkrat bi se želel zahvaliti svojim desnim in levim rokam, asistentom, asistentkam in pa vodjem, voditeljem, konverzacije, kakorkoli jim že rečemo. Pa mogoče, če pridete kar vsi sem, Sandra, ki je danes ni, vmes je dobila službo, boljšo. Monika, Pija, Miha, Vladimir, Urša, Patricija, Ana Marija, Polona, Klara in Jana, prosim, če pridete sem. Zdaj pa še, mislim, da smo bolj ali manj povedali, kdo smo bili, kaj smo bili. Nismo pa še omenili človeka, ki je bil prav z vsemi, to je pa naš fonetik Martin Vrtačnik. Hvala lepa. Je meni pripadla ta prijetna dolžnost, lahko rečem tudi čast, da se zahvalim v vašem imenu in v imenu centra, ki je organizator te prireditve in oddelka za slovenistiko in filozofske fakultete, če hočete, 3 glavnim. Damjanu se je Mojca sicer na začetku že zahvalila, ampak ga bom pustila čisto za konec, ker računam še na daljši aplavz, pa da ne bo prireditev vendarle predolga. Najprej, Mojca, tebi zares hvala, ker si poskrbela, da danes ne potrebujemo več prevajalca. Zbrala si super ekipo lektorjev, lektorji in lektorice, zares vam hvala. Mi smo računali na to, da se boste vsi naučili vsaj toliko slovensko, da boste danes razumeli, o čem govorimo. Nekako ste nam pomagali nekaj prihraniti, prevajalca ni treba plačati. Mojca? Vedno nas spremlja tudi še zelo pomembna oseba,
poskrbi, da vse te dogodivščine, prijetne, kakšne zagate in podobno ne odide v pozabo, čeprav nas zdaj nekoliko, kot vidite, vendarle omejuje GDPR, Zakon o varovanju osebnih podatkov, zato boste tudi dobili povezavo na fotografije zgolj in samo po elektronski pošti. Skratka, rada bi se zahvalila našemu kolegu Matjažu Rebolju. Še zlasti ga nagradite, prosim, z gromozanskim aplavzom za to, ker je menda to zadnjič, da nas spremlja na tem seminarju. Nič hudega se mu ne bo zgodilo, odhaja namreč oziroma prestopil bo v drugo, lepše obdobje svojega življenja. Mojci sta letos na seminarju, oziroma zdaj že drugo leto. V tem trenutku bi se rada zahvalila še drugi Mojci, Mojci Nidorfer Šiškovič, ki je na centru še pred Damjanom seveda skrbela za seminar, zdaj mu pomaga. Letos pa je drugič zapored organizirala zelo uspešno konferenco, kjer ste nekateri bili tudi prisotni. Sicer pa so jo soustvarjali tudi vaši učitelji na tujih univerzah. Mojca, hvala, ker si ves čas zraven. Takole, zdaj pa čas še za pozdravni nagovor na koncu. Tale čokoladica bo še malo počakala. Vedno pride čas, ko se je treba posloviti. Vsake lepe stvari je enkrat konec, ampak vemo, da pridejo še druge lepe, pomembne stvari kmalu. Letos sicer upam, da se tele rožice, ali so to marjetice, ali so ivanjščice, ali so gerbere, z malo domišljije mogoče celo bele krizanteme, ne bodo se osule, ne bodo ovenele. Prepričana sem, da jih boste, ali pa spomin na nje in na te dogodke, ponesli s seboj domov ne zgolj in samo na majici, ampak tudi v vaših spominih. Pridite spet, veseli vas bomo, ne zgolj in samo na poletnih prireditvah. Oglasite se še kaj vmes, imate priložnost prihajati na izmenjave, lahko se srečamo na vaših univerzah. Upamo torej, da bomo ohranili stik in da bodo ti stiki obrodili sadove. Kakšne sadove obrodijo ivanjščice? Dobro. Malo, ja, semena pa so, ne, in se prenašajo potem in cvetijo vsako leto znova. Skratka, jaz se vam zahvaljujem, bili ste zares prijetna publika, včasih nekaj priložnosti sem izkoristila in se družila z vami, veliko bolj so se družili z vami naši lektorji in lektorice, ampak zares smo veseli, da ste soustvarili to prireditev. Lepo se imejte, pridite torej kmalu spet, zdaj pa še na koncu zares, čas bo za velik aplavz, ki bo šel Damjanu. Damjan, hvala, ker si poskrbel, da so stvari tekle brez problemov. Jaz sem, prosim, skoraj brez problemov, no, kakšna malenkost vedno mora biti, da vemo, da smo ljudje. Drugače bi rekli, da smo stroji, pa še stroji se pokvarijo, še stroji ne ubogajo, kot vidimo tile računalniki, pa projekcije. Mi imamo projektorje, kar ste verjetno opazili, s posebno umetno inteligenco. Vsake toliko časa namreč preskočijo nazaj na prvo prosojnico, pa se potem kmalu spet vrnejo nazaj tja, kjer so prekinili predstavitev. Skratka, Damjan, hvala. Nadejamo se še veliko novih seminarjev.
Vam pa torej zares nasvidenje, da ne bom predolga.